Pozdravljeni! Morda ste zasledili neuradno novico, naj bi se bivši glavni pokrovitelj ekipe Williams, Rukit, menil z Mercedesom, kar bi v svet Formule 1 vneslo kar precej zmede, po mojem mnenju. A vseeno, počakajmo na uradnost novic. Danes se bomo raje pogovarjali o prehodu sponzorjev z ene ekipe na drugo. Menjave ekip strani pokrovitelja v Formuli 1 niso nič novega, lahko bi rekli celo neka vsakdanja zadeva. In v zgodovini Formule 1 smo imeli kar nekaj takih primerov. A zakaj pride do tega? To bomo skušali razumeti danes kar z nekaj primeri in brez skrbi. Ne bi vas rad dolgočasil s tistimi zgodbami iz preteklosti, ko so se dogajale čudne stvari okrog pokroviteljev, kateri so nam malodane neznani danes. Vzeli bomo malce bolj aktualne primere, tiste iz tega tisočletja in tiste večje sponzorje, kateri so znani ali še danes prisotni v svetu Formule 1. In prvi tak primer je vezan na ekipo, katera je danes še zmeraj prisotna v Formuli 1 in dva pokrovitelja, katera sta tudi še danes v Formuli 1, a medsebojnih povezav ni več. Spomnimo se ekipe Sauber, katera je združevala Red Bull in Petronas. Red Bull je začel z ekipo Sauber sodelovati leta 1995. Petronas leto kasneje, leta 1996. In pri obeh pokroviteljih moramo gledati na drugačen namen, katerega sta imela z ekipo Sauber in seveda tudi drugačen razlog je bil za ločitev. Pri Red Bullu so kaj hitro ugotovili, da za njih je najbolj pametno, da sledijo tisti poti, katero je začrtal Benetton pred leti, torej da postanejo lastniki ekipe. In seveda bili so v pogovorju z Sauberjem, a ni se izteklo. Ford je konec septembra 2004 prodal Jaguar Red Bullu in od sezone 2005 je Red Bull postal konstruktor v Formuli 1 in jasno je, da ni bil več pokrovitelj ekipe Sauber, zakaj bi pa bil. Treba je dodati, da so nato naslednje leto podvojili svoje napore z nakupom takrat propadlega Menardija in nastala je Scuderia Toro Rosso. Zgodba je zanimiva z enega drugega vidika, namreč Sauber je konec sezone 2005 prodal svojo ekipo BMW-ju. In vprašanje je, zakaj so se tako odločili in zakaj niso sprejeli ponudbe Red Bulla, a pustimo sedaj to. Po drugi strani je Petronas ostal zvest Sauberju, tudi takrat, ko je vstopil BMW in skupaj so imeli kar dobro sodelovanje. Čeprav tiste značilne modro-zelene barve ni bilo več prisotne, so bili pa veliki napisi Petronas. Dosegli so tudi tisto zmago z Robertom Kubicom, a ko se je BMW odločil zapustiti Formulo 1, kar naenkrat moram dodati, je tudi Petronas videl, da je bolje, da zamenja ekipo. Imajo dolgoletno partnerstvo skupaj z Mercedesom. Čisto komercialne narave. Videli so, da ukolikor hočejo imeti nek ugleden položaj v svetu motošporta, se morajo vezati na zmagovalnega in tudi resnega, močnega konstruktorja, kar pa Sauber ni bil. Spomnimo se tistega nonsensa v uradnem imenu ekipe. Sauber BMW z motorjem Ferrari. Mislim, da se še dobro vsi tega spomnimo. In pojdimo naprej na drugi zanimiv primer, kateri se je zgodil pri menjavi pokroviteljev. Dve ekipi, dva pokrovitelja in v enem primeru je šel pokrovitelj z prve ekipe k drugi, v nasprotno smer je šel pa drugi pokrovitelj, vse približno v istem obdobju. Govorimo o McLarenu, govorimo o Ferrariju, o Vodafonu ter Santanderju. Začnimo zgodbo Vodafona. Ta je bil pokrovitelj Ferrarija od sezone 2002 do sezone 2006. Izjemno zanimivo obdobje, katero jim je dalo kot, bom rekel, pokrovitelju kar veliko vidljivost, kajti
ulovili so tisto zlato obdobje Michaela Schumacherja. In seveda mislim, da so morali biti s tem izjemno zadovoljni. A v sezoni 2007 zamenjajo, grejo k McLarenu in tam ostanejo do sezone 2013. Tudi tu smo videli, da so osvojili naslove prvaka, a z eno bistveno razliko. Vodafone pri McLarenu je bil glavni pokrovitelj, tisti, ki ga vidimo v imenu ekipe, nekaj, kar pri Ferrariju jim nikoli ni uspelo. In bil je zadnji glavni pokrovitelj ekipe McLaren do sedaj. In seveda, sedaj, če vzamemo v obzir, da verjetno so plačali enako vsoto denarja pri eni in pri drugi ekipi, nam je takoj jasno, da pri McLarenu so za isti denar verjetno dobili več. Saj tako je moje razmišljanje v tem primeru. Drugi primer se pa dotika španske banke Banco Santander oziroma Santander, kot vidimo samo na napisih. Na začetku so oni bili pri McLarenu od sezone 2007 do sezone 2009. In tu je treba razumeti nekaj drugega. Santander je nekako vezan na španskega voznika Fernanda Alonsa. Leta 2007 je prišel v McLaren kot svetovni prvak. A kaj hitro se je skregal vso strukturo, medtem ko je Santander imel večletno pogodbo. Fernando je odšel, Santander je ostal do sezone 2010, ko sta tako Alonso kot Santander šla v Ferrari. In Santander je ostal do sezone 2017 pri Ferrariju. Čeprav je Fernando po koncu 2014 zapustil Ferrari in šel zopet v McLaren, a bilo bi malce neumestno, da bi mu Santander zopet sledil. A vidimo bolj tu, da je šlo na navezavo na španskega voznika in na koncentracijo na, bom rekel, domače tržišče, bolj kot na tisto mednarodno. Zadnji primer, katerega bi rad podčrtal, da bomo malce bolje razumeli, kaj vse se lahko dogaja v ozadju s pokrovitelji, je pa tisti vezan na institucionalne pokrovitelje. Vsi so znani napisi Infiniti, kateri so bili prisotni na Red Bullu in so danes na tovarniški ekipi Renault. Infiniti je luksuzna znamka proizvajalca Nissan. Nissan je finančno vezan na Renault. In pri Red Bullu so se prvič ti napisi pojavili v sezoni 2011. In mnogi boste rekli, kako pa kaj v 2011, saj smo imeli še takrat tovarniško ekipo Renault. Ja in ne. Imenovala se je Renault, točno Lotus Renault, glavni pokrovitelj je bil takrat Lotus, a bila je že ta ekipa z bazo v Enstonu v rokah Geni Capital. Naslednje leto se je preimenovala enostavno v Lotus. Red Bull je bila tista referenčna ekipa za Renault kot konstruktorja motorjev v tiste sezoni in zato Infiniti kot znamka, bom rekel, vezana na proizvajalca, je šla direktno k njim. Do konca sezone 2015. Namreč 2016 je Renault nazaj kupil od Lotusa to strukturo v Enstonu. In podobno kot pri Red Bullu je tudi Infiniti šel nazaj k Renaultu. In tu je tudi eden izmed razlogov, zakaj je prišlo do tega spora med Renaultom in Red Bullom. Spor traja še danes, mislim, da smo dobro vsi tega zavedamo. A vseeno vidimo, kako tej notranji, bom rekel, tovarniški proizvajalci praktično sledijo temu načelu, da so blizu svojega konstruktorja, ne glede pri komu so. Toliko o nekaj glavnih razlogih, zakaj pokrovitelj lahko prestopi k ene ekipe k drugi. Od tipično komercialnih, finančnih, pa do strogo političnih, kot smo videli na nekih primerih. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.